Lep pozdrav. V zadnjem času dobivamo zelo veliko sporočil, da je zelo veliko težav na področju invalidske in bolniške komisije, zelo težko dosežete svojo pravico in se morate zelo, zelo bolni, zelo boriti za to, da dobite tisto, kar bi vam že tako ali tako moralo pripadati, a ne. Vendar je pomembno, da se borite, a veste. V društvu opažamo vedno več ljudi, ki so končno pravilno diagnosticirani, čeprav so bili diagnosticirani z diagnozo fibromialgija, ugotavljajo, a ne, da imajo neko drugo bolezen, večinsko iz področja vezivno-tkivnih bolezni. Imamo vedno več ljudi diagnosticiranih z vezivno-tkivnimi boleznimi, pa ne samo s tistimi, kjer so raztegnjena vezivna tkiva, ampak tudi s tistimi, kjer so zategnjena vezivna tkiva. Oboje povzroča nekaj zelo podobnega, a ne. In sicer povzroča hipoksijo, se pravi manko kisika v tkivih, zato je pomembno te bolezni prepoznati. Se pravi, pogosti so tudi miozitisi, ki jih je zelo težko diagnosticirati, a ne. Bodite pozorni na te stvari, ni vse samo Ehlers-Danlos, so miozitisi, vaskulitisi, lupus, antifosfolipidni sindrom, polno drugih bolezni, a ne. Skleroderma ima tudi zategnjene mišice in zategnjena vezivna tkiva. Potem so tudi Marfan in ostali, ki pa so raztegnjena vezivna tkiva, vendar so to bolezni, ki jih zelo slabo prepoznavajo in težko in pozno diagnosticirajo, zato bodite vztrajni, ne se dati. Če menite, da je z vami nekaj narobe, je skoraj gotovo z vami nekaj narobe, imate neko bolezen, a ne samo. Medicina ni vedno dovolj razvita, da bi vam to takoj našli, zato se morate tudi sami potruditi, poiskati pravi vzrok, pravo bolezen. Moram reči, da zdaj Društvo bolnikov Zebra v zadnjem času dela tudi na tem, da bi se diagnosticiralo tudi nekatere posledice teh vezivno-tkivnih bolezni, ki udarijo na sklepe. Namreč trudimo se, da bi diagnosticirali, da bi začeli diagnosticirati tudi kraniocervikalno instabilnost, se pravi nestabilnost vratu, a ne, ali pa atlantoaksialno nestabilnost. In tega v Evropi ni veliko, pravzaprav ni niti enega aparata, po mojem, tako kakor sem se pozanimala, ne, nihče ne diagnosticira CCI, je to kratica karniocervikalna instabilnost v Evropi, mogoče v Ulmu, v Španiji, pa v Veliki Britaniji. Drugje pa ne, a ne, potrebujete pa zato tudi rentgenofleksi in ekstenziji ali pa sedeči magnet. Tako da delamo na teh področjih, se trudimo za vas, da bi čim več teh stvari se začelo izvajati, da bi dobili pravo diagnozo, ker čisto preveč je ljudi, ki jih zelo, zelo boli vrat, pa pravijo, da jim magnet nič ne pokaže. Seveda, ker magnet v ležečem položaju ne pokaže vsega, sploh pa ne vezivno-tkivnih stanj. To je to za danes, se še javim kmalu, bodite fajn.